Mene zanima, glede na to, da je pač Skirmish Wargame predvsej večplastna igra. Ne? Kako ste probali nekako združiti ta balans med hočete dobiti veterane iz Warhammerja, pa iz Battletecha in podobnih, ki so že malo seznanjeni z Wargami, pa poznajo pač globine teh iger, pa mogoče začetniki. Ne? Ste razmišljali, kako zbalansirati igro, da bi bila prijazna za vse levele? To sigurno, ampak je bil čisto honestly verjetno malo bolj afterthought, kakorkoli drugega. Zaradi tega, ker najprej smo začeli zelo kompleksno stvar, pa smo jo pač čizalali, da je ratala malo bolj dostopna v bistvu in pol v bistvu za raznimi testanjem in tako naprej priješ na te, kako je imenovane quality of life improvemente, kako kakšne stvari bolj standardiziraš, da ne spremenijo veliko v sami pač globini igre, ampak da je vse stvar bolj dostopna za nove igralce. Pa tako. Pa mogoče malo tle tudi kako predstaviš zadevo. Ja, tudi ja. Zato, ker jaz ti zdaj predstavim, tle imaš zdaj celo vojsko, ti moraš kontrolirati celo vojsko, je overwhelming. Čeprav 40 figur je pač en stat blok, ki ga igraš, pa je kakor bi igral 4 figure, ker imam 4 bloke figur. Ampak ko pa predstaviš nekomu, ti imaš tle adventure party, ko bi igral svoj D&D party. Noter ta tvoj D&D party ima 3 karakterje. D&D znaš igrati, znaš metati D20-ke, znaš referencati neke statistike. Pa znaš. Ne, in z te strani v bistvu nismo mi znižali kompleksnosti, sam naredili smo jo na način, da jo lažje približaš nekomu, ki je že približen, da je neke RPG-je igral, ni pa še nikoli probal miniature wargame. Nekako moraš pokazati, kot da mu je relatable. Tudi, kaj greš lahko line of sight na zelo težek način razlagati folku, da mu pa, kaj mu kažeš, mu pač pojasniš, a ga vidiš, se pravi, imaš line of sight. Mislim. Tudi, ko smo imeli še pred prvim Kickstarterjem, ko smo playtestali, smo imeli različne playtesting grupe, recimo smo probali, kako bo ta game, kako se bo zdaj ljudem, ko so sam board game igrali, kako se bo to zdaj ljudem, ko so že imeli izkušnje z wargami. Pa smo pač pobrali, feedback. Kje ste dobili te ljudi, ki so playtestali z vas? Še kolegi. Začneš z kolegi, odpreš Discord, tam napišeš, če bi kdo to pa to, fajn je tabletop simulator, pa se lahko tam pa našel. Pri nas recimo... Pa na eventih je ful dobro testati. Jaz lahko confidently rečem, da naši ruli ne bi bili tako tudi gramatično korektni, če pač nam ne bi folk dobesedno pisal vse napake, ki jih najdejo, vse balance probleme, ki se jim zdijo, da so lahko problematični. Tako, če ni ene 8 Angležov, ki so hardcore v wargamih pregledali, tudi ne vem. Mi smo tudi recimo imeli praktično skoraj vse narejen glede gameplaya pred Kickstarterjem, tudi bil je že dober izpiljen, smo tudi brez problema smo se postavili. Isto za Northern Wind, pač rule imamo mi ready, struni, ki so available na Kickstarterju, niso full verzija z razlogom, pač kar delamo. Kar mi delamo je pač zdaj v bistvu, da pač polišamo zadevo do konca, te manjkajoče figure skalptamo, pa arti se dodajo in pa smo zmanjali. Ampak recimo direktno na tvoje vprašanje odgovor, se pravi, začeli smo z dosti kompleksnim gameom, ki je se pravi Skirmish Wargame. Sem res v bistvu zakompliciral, na tisti točki smo imeli vse noter v ruli, in tudi weapon proficiency, pa take stvari, ampak je bilo pač preprosto preveč. Lahko greš v konkreten loophole tega, da izmeri bolj kompleksno, več kot daješ elementov. Je pa lažje najprej zakompliciraš, pa probaš simplifikaš za moje pojme. Tukaj sem hotel narediti point, v bistvu zdaj Northern Wind, kaj pa Dungeon Crawl, v bistvu verzija naše igre. V bistvu bom rekel, kot razširitev enega dela naše igre. Tukaj smo pa dejansko, se mi zdi, da približali igro novi bazi pač playerov, ker smo naredili igro na ta način, da čeprav je zelo podobna osnovni igri, definitivno jo lahko igraš, cross-kompatibilne so figure, v bistvu stati od figur pa tako naprej. Če znaš igrati Wargame, lahko Northern Wind igraš, ko se boš pa naučil Northern Wind, lahko pa Litko v Easy igraš Skirmish igrati. Ampak je pač to, tudi figure boš lahko Northern Winda igral v Skirmish gameu in iz Skirmish gamea boš vse lahko dal v Northern Wind. Tako da ta recimo Kickstarter ni bil ekskluzivno za ljudi, ki hočejo samo Dungeon Crawler igrati. S temi figurami in karticami, ker dobijo še dodatne kartice, ki so samo za Skirmish, igrajo tudi Skirmish, recimo. Dobijo tudi 2 nova factiona. Pač v glavnem ful se ekspanzira osnovna igra, s tem smo pa dodali še eno verzijo, kako igraš osnovno igro. V bistvu na simple naš mindset klej je bil pač potem, ko smo že od našega Skirmish gamea, kaj smo dobili feedback in tako naprej, smo sam razmišljali, kako zdaj to narediti isto globoko, kar je,
da se sama globina igre ne zgubi, ampak da pa mi to ljudem pripeljemo še bližje, pa še lažje, da bo še lažje noter prišel. Se pravi, ta glavna Istočasno razlika. pa še kar dodamo nov kontent Tako, ja. za une, Ja. so pa že v skirmišu Ja. noter. Ta glavna razlika, če si predstavljaš, osnovna igra je prosto polje, premika se lahko kamorkoli, gor, po lojtri plezaš, karkoli delaš, ful realistično zgleda combat, zato se tudi z metrom mer načeloma. Sli se pač scary, ni načeloma, se tudi to hitro No, veš, da je tako, ker pač Ful je igra v intuitivno, inčih, je no. pol, če pogledaš, a veš v velikosti s figurco, je, kot da bi metre gledal. Ja, Se pravi, če dosti ima... realistično. Lahko In mogoče če to meter. mehaniko z metrom malo bolj razložite za tiste, ki pač sploh nikoli še niso igrali z metri. Kako se meter uporablja? Kaj je Recimo, meter? figura, Za Američane, kaj je meter? figure imajo pač neke atribute, tako kot v D&D-u ali pa v drugih igrah imajo pač modelčki neke state. Ne? In en stat od teh je pri nas speed, ki pač ti pove, do koliko se lahko premakneš. Do koliko Recimo- inčev. Ja, Do zdaj, zakaj imamo inče? Če pogledaš pač velikost figure, bi rekel, da je en inč napram figuri, skoraj tako, kot če bi nas v realnosti pogledal in bi bila konverzija kot en meter, recimo. Okay. In je Malo pol manj do- kot 2 In inča. če ima nek model, recimo Speed 5 pri nas, to pomeni, da se lahko, ko se enkrat aktivira, premakne recimo za 5 metrov. Uspeli ste združiti Imperial Ja. pa Metric System. Oh my god. Ja. To je groundbreaking. Malo zasluge Britancem, verjetno. So že oni Zelo standard, veliko zaslug gre Britancem, ker to delajo že Ja, ja. 40 let. To je nek standard v bistvu te branže. No, Se pravi 2,5 cm. ja. 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 Ja, okay. No je pač se pač poinči, se sam premikaš, se imamo v bistvu v igri, imaš measuring toolke, da ti to malo vse V praksi zelo simpel zgleda, sam postaviš meter na konc figure Pa in zadrsaš staviš figuro. za tok naprej. Ja. Okay. To je Lahko to. ovinke tudi Do tok. delaš. Skrčeš. To je To. precej važen, dotok. ne. Pa To imaš je tvoj recimo- maksimum in zdaj se lahko premakneš. In to je koliko fuzija. ima. Figurca, postaviš figurca. Imaš tako kot v kakšnih RPG igrah, imaš tudi dash, se pravi lahko dvojno, Ja, se Oziroma malo run, laufaš, pa pač lahko skačeš, pa dvojno take stvari. narediš Vse. premikanje za recimo 5+5, ampak pol recimo ne moš akcije narediti, se pravi ne moš narediti ataka. Ja. Če ne bi pa lahko sicer naredil movement plus attack Pač ali veliko pa je finez movement pa plus opcij, no, dodge ampak ja. recimo. a ne. And that's strategy. Ja.